Pozdravljeni. Ko razpravljam o življenju po smrti, v odgovor največkrat dobim stavek: kako pa veš, da obstaja posmrtno življenje? Saj od tam še nihče ni prišel nazaj. In kako prav imajo? Nihče se še ni vrnil, da bi potrdil moje prepričanje. Kako naj torej vem, da s smrtjo ni vsega konec? Da bi lažje odgovorili na to vprašanje, najprej poglejmo, kaj sploh mislimo s posmrtnim življenjem. Ko človek umre, se duša loči od telesa. Telo začne razpadati, duša pa se na nek nerazumljiv način sreča z Bogom, ki jo je ob spočetju ustvaril. Najprej sledi tako imenovana posebna sodba. Za vsakega človeka je glede na njegova dela določeno, ali gre duša v nebesa, vice ali pekel. Ob koncu časov, ko bo Kristus drugič prišel na zemljo, pa bo sledila še poslednja sodba. Takrat bodo iz grobov vstala tudi telesa in duše se bodo ponovno združile z njimi. Vero v posmrtno življenje pa tesno povezujemo z Jezusovim vstajenjem. Pravimo, da je Jezus z vstajenjem premagal smrt in nam podaril večno življenje. Vse lepo in prav, ampak še vedno. Kako naj vemo, da so se vsi ti dogodki res zgodili? Tudi pri tem vprašanju nimamo trdnih materialnih dokazov, ampak moramo zaupati tistim, ki so bili priče teh dogodkov in so o njih pisali. Evangeliji in drugi zapisi apostolov, ki jih najdemo v Novi zavezi, so edino, kar nam lahko pomaga pri veri v posmrtno življenje. Ta poročila pa niso kar tako. Zaradi močnega pričevanja ljudi, ki so doživeli dogodke, povezane z Jezusovim vstajenjem, je pravzaprav nastala prva skupnost kristjanov. Pomislimo na Marijo Magdaleno in žene, ki so našle prazen grob, na apostola Petra, ki je pritekel za njimi, ter na vse ostale apostole in mnoge druge, ki se jim je Jezus prikazal. Bili so pretreseni. In kaj pa, če bi si pisci Evangelij vse to izmislili? Ja, seveda bi lahko pomislili tudi na to, vendar, a bi apostoli res radikalno spremenili svoja življenja in šli oznanjati Jezusov nauk po vsem svetu? Bi bili prvi kristjani res pripravljeni sprejeti celo mučeništvo za svojo vero v Jezusa? In konec koncev, a bi neka izmišljotina res preživela 2000 let in spreminjala življenja ljudi? Očitno so bila pričevanja ljudi, ki so poznali Jezusa, tako močna, da njihovi zapuščini verjamemo še danes. Glede na to, da je vera še vedno živa, torej ne moreš drugače, kot da si rečeš: nekaj že mora biti na tem.